Bratje duhovniki, drage sestre, dragi bratje v Kristusu. Kako je praznična pesem na dvoru, tako naj bo praznično v naših srcih. Saj je to dan, ki je naredil Gospod. Veselimo in radujmo se. Aleluja. Imamo namreč osrednji praznik naše vere in osrednji dogodek človeške zgodovine, Kristusovo stajenje, ki se je uresničilo takrat v tistem prvem velikonočnem jutru, ko so se uresničile napovedi iz Stare zaveze in to, kar je Jezus sam obljubil in zagotovil svojim učencem, ko je po dnevih trpljenja zmagoslavno vstal od mrtvih in začel tisto novo obdobje človeške zgodovine, ki svet in človeštvo nezadržno vodi v smeri novega neba in nove zemlje. In v to dogajanje smo tudi mi vstopili, ko smo postali kristjani. In vsakoletno obhajanje velikonočnega praznika želi utrditi vse nas v tej veri in povezanosti in ljubezni in hvaležnosti, da smo kristjani, da smo učenci Jezusa Kristusa, da smo v njem ljubljeni otroci nebeškega Očeta in se tudi pred nami odpira ta sijajna bodočnost Božjega kraljestva, ki vodi novi zemlji in novemu nebu naproti. In vse to smo doživljali v teh dneh naše priprave, 40-dnevne priprave na velikonočni praznik, posebej v tem velikonočnem tridnevju, posebej že sinoči, ko smo začeli tako rekoč z velikonočno vigilijo obhajati to srednjo skrivnost naše vere, ko smo blagoslovili svečo, velikonočno svečo, ki simbolizira, predstavlja starega Kristusa, in tukaj pred nami ta čudovita podoba. In potem smo v silu te sveče, to se pravi v luči Jezusa Kristusa, tudi brali Božjo besedo Stare zaveze, ki dobiva ta odrešenski pomen. Poročilo o stvarjenju, ki ne meri samo na to čudovito stvarstvo, ki ga nam je Bog zaupal, da ga upravljamo, ampak tudi tisto stvarjenje, ko smo mi postali kristjani, ko so v teh velikonočnih dneh tudi mnogi odrasli, sprejeli krst in virno in postali kristjani, mi pa ta dar obnavljamo, utrjujemo, da bi res bila naša vera živa in dejavna in bila okrepljena z dobrimi deli. To je še prav posebej namen tudi ta vere, ki ga obhajamo in nas vabi k virom, k vrelcem Božje milosti, ki so sveti zakramenti, zlasti seveda krst in birma in središče vsega dogajanja, sveta Evharistija in sveti zakon in bolniško maziljenje in sveta spoved in vašiško posvečenje in zraven seveda Božja beseda in naša, moja in tvoja molitev. Vse to so viri, to so pota in možnosti našega srečanja s Kristusom, starim Gospodom. In danes ste prišli na vse zgode, tako takrat v Jeruzalemu prve priče stajenja. Zahvalimo se vam za to pričevanje. Se ni lahko, v dežju in na vse zgode zjutraj in smo tu. Hvala vam za to pričevanje. Zato, da bi tudi mi ob teh pričevalcih, ki smo jih srečali v Božji besedi, tudi mi utrdili in poglobili to našo velikonočno vero, ki je, kot vemo, izpostavljena mnogim manj veri in cerkvi, manj ugodnim vplivom in prav to je tisto soočenje med lučjo in temo, med dobrim in zlim, med grehom in krepostjo, ki bi naj v teh velikonočnih praznikih dobilo tisti pravi predznak, ko slavimo Jezusovo stajenje in s tem tudi izpovedujemo, da je luč močnejša od teme, da je dobro močnejše od zla, da je upanje močnejše od žalosti in vseh temin,
sedanjega sveta. Srečali smo prve pričevalce Petra, v prvem berilu, Pavla, v drugem berilu in pobožne žene in Petra in Janeza v Evangeliju. Kakšni so bili ti ljudje, takšni kot mi? Peter se v zadnjih dneh ni kaj dobro izkazal. Na veliki četrtek se je bal, sram ga je bilo, svojega Gospoda je zatejil, strah je bilo, da bi njega prijeli, ne poznam tega človeka. Marsikomu se tudi dogaja, tudi danes. In zato obhajamo velikonočni praznik, da bi imeli v sebi isti pravi in zdravi ponos in tudi veselje, in tudi hvaležnost, da bomo sami zvesti in bomo tudi druge potrebovali v veri. Da Peter je imel srečo, ujel ga je Gospodov pogled, šel je ven in se bridko zjokal in postal drugačen. Drugi, Peter, ko je posebej dokazoval že kar na pinkošnji dan, ko je govoril današnjem ridu istega govora, ko je govoril svojim vojakom, malo jim očital, ampak pravi, tudi mi nismo bili 100%. Toda, sedaj, po vstajenju in po razdelitvi Svetega Duha smo uvideli in se do kraja in 100% prepričali, da je Gospod z nami, ki nas pošilja, da oznanjamo njegov evangelij vsemu stvarstvu. In to službo je imenitno vršil. Tudi takrat, ko je v apostolskem zboru nastala zadrega ali težava, ko so tam govorili, kdo pravzaprav je Jezus, sin človekov, Prerok, Janez Krstnik, kdorkoli, kaj pa vi pravite? Vsi so bili tiho, nihče ni upal reči. Peter stopi naprej. Ti si Kristus, sin živega Boga. Prejšnja situacija. Ali ko so dvomili, ko Jezus govoril o navzočnosti pod podobo kruha, trla je ta beseda, to jo mora razumeti. Jezus pa nič ni jenjal. Ampak jim je rekel, če vam ni kaj všeč, lahko greste. Zadrega. Peter ne počuje. Gospod, komu pa naj gremo? Samo ti imaš besede večnega življenja. Komu pa naj gremo? Samo on je pot in resnica in življenje. In tretji slučaj, tisti najlepši, ko so tudi nekoliko dvomili. Peter, Jezus pokliče Petra, Simon, ali me ljubiš? Gospod, ti se veš, ti veš. In je potem to svojo službo izvrševal vse do učeniške smrti v Rimu, tam, kjer to službo potrjevanja v veri danes nadaljuje do 265 naslednjih, papež Frančišek, ki se ga tudi v tem slovesnem bogoslužju z veseljem spominjamo, ko nas je nekako vse osvojil s svojo podnižnostjo, svojo iskrenostjo, svojo dobroto in že z izbiro imena Frančišek nakazuje nekatere spremembe v načinu izvrševanja Petrove službe. In to je že kar lepo pokazal takoj na začetku, ob tisti lepem povabilu k molitvi, skupni molitvi, svet tudi za njega. In potem na veliki četrtek, ko je zapustil slovesno občestvo v svoji stolnici in šel s preprostim avtom, ne SCV, ne na Mercedes, ampak čisto preprostim, v zapor in tam najstnikom, mladostnim prestopnikom umival noge. Tako da so se nekateri že malo tako spraševali, ali je to prav, ali ni to prav. Pa jim je jasno povedal z dejanjem, da je to tista prilika, ko Jezus pravi, dobri pusti 99 vas in gre za tisto izgubljeno mirišče. Čudovito. Bomo zelo hvaležni. Bog daj, da nas bo še presenečal s takimi čisto konkretnimi dejanji. Ali potem veliki petek, ko smo molili z njim križov pot, in smo hvaležni našim medijem, da so to posredovali, imenitno dogajanje in njegova sklepna beseda o križu,
Pravi, zakaj ljudje govorijo danes, da Bog moči ob vsem zlu, ki se godi še vedno po svetu? Moči. Božji odgovor je križ. In križ je Božja ljubezen. Križ po križu Bog rešuje. In če ga sprejmemo, potem smo tudi mi odrešeni. In če ga ne sprejmemo, se mi sami obsodimo. Bog nikoli ne obsoja. On samo ljubi in samo rešuje. In pojdimo po poti tega križa, da bomo polni Božje ljubezni, da bomo tudi mi soodreševali ta svet, v katerem živimo. Čudovito. In danes nas bo gotovo presenetil za svojim voščilom, mesto in svetu, Urbi et Orbi v 12. Tudi danes bomo imeli priložnost, da to slišimo in vidimo, zato se vsega tega prisrčno veselim. In druga priča, ki smo danes srečali apostol Pavel, tudi iz mesa in kosti. Celo je kuhal sovraštvo zoper Jezusove učenice, ker je napačno mislil, da niso zvesti, stavno zavesti izročilom. Ko ga Jezus vzel v roke s posebnim razodetjem, je pa sprevidel, kaj je pravzaprav, čem je modrost in resnica. In se je z vsem srcem oklenil Jezusa Kristusa. Tako da je lepo izjavljal v besedi in dejanju, meni je življenje Kristus. Ni česar me ne bo ločilo ljubezni Božje, ki se mi je rodila v Jezusu Kristusu. In to je potem tudi potrdil učeniško smrt v verigi. Kako vidite, so to naši, tako rekoč, pričevalci, ki naj tudi nas nekoliko dramijo, da bo tudi naša vera živa, javna in za vse res posrečujoča. In zato imamo danes in tej dni veliko priložnosti. Tudi jaz vam še pri tej svetem slovesnem bogoslužju voščim res blagoslovljenem in srečne in vesele velikonočne praznike, da bi znali to sporočilo deliti drug z drugim in pomagati, reševati, biti blizu, posebej v teh časih, ko nas še vedno držijo nekako ti krepki teh zelo zagonetne in dolgotrajne, tako moralne, verske, duhovne, pa žal tudi ekonomske in socialne krize. Tukaj je ravno na delu ta živa in dejavna vera in zato se pastirke javne cerkve zahvaljujem vsem vam, vernikom, da znate vašo vero prevajati v življenje. Zahvaljujem se vsem duhovnikom za zvesto službo, nekateri 25, 50, tudi 60 let, včasih v zelo težkih razmerah, v bolezni in starosti, vendar v zvestobi Jezusu Kristusu in Božjem ljudstvu. Zahvala vsem dobrodelnim ustanovam, zlasti škofijski in župnijski Karitas in vsem drugim ustanovam, ki znajo dokazovati, da je vera brez del mrtva in da se uresničuje v našem odnosu do sočloveka, zlasti do malih, ubogih, ostarelih, bolnikov, invalidov, trpečih vseh vrst, tudi tistih, ki so jih te razmere pritirale tako rekoč na rob preživetja in v obup, ko negotovo gledajo, kako bo jutri in so to veliki problemi, ki zahtevajo še veliko bolj čuječo in res darujočo se ljubezen. In to je sad velikonočnega praznovanja, ki se uresničuje danes, ki se bo še nadaljevalo potem v velikonočni osmini do obmene nedelje, nedelje Božjega usmiljenja in potem v velikonočnem času, ko doživljamo znova razodetje Svetega Duha in začetek cerkve, ki že 2000 let uresničuje to poslanstvo in ga bo uresničevala po Jezusovem zagotovilu do konca sveta. In mi smo tudi stopili v to dogajanje, naj se res pozna, da obhajamo velikonočne praznike, da si voščimo ne samo beseda, ampak da bomo to uresničevali tudi v dejanju. Namreč izpoved vere nismo sami. Gospod je z nami, tudi mi smo z njim. In bolj, ko bomo z njim, tem bo naša vera res živa, dejavna, vesela, privlačna in Bog daj tudi zveličava.